To je 15-terica ministrov nove četrte vlade Janeza Janše. Med njimi skoraj da ni neznank. Večina je znanih imen z izkušnjami iz prejšnje Janševe vlade. 4 so bili ministri, 2 se vračata na stara resorja, 4 nekdanje državne sekretarke prevzemajo ministrska mesta. Na zunanje ministrstvo prihaja Tone Kajzer. Prejšnja Janševa vlada ga je imenovala za veleposlanika v ZDA. Golobova pa odstavila, ker naj bi Janši nepooblaščeno poslal dopis zunanjega ministrstva. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je leta 2020 prevzel krmilo Darsa. Pred 3 leti pa zaradi obtožb o domnevnem podkupovanju odstopil z mesta predsednika uprave. Eno bolj izpostavljenih področji zdravstvo bo vodil Tadej Osterc, sicer državni sekretar v času ministra Bešič Loredana. Največ pozornosti in kritik pa je bil pričakovano deležen novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Janšev osebni odvetnik, ki je v 3. Janševi vladi zasedal več položajev v državnih podjetjih. V skladu s pričakovanji so bili vsi ministrski kandidati brez presenečenj potrjeni na matičnih odborih. Je pa zaslišanja zaznamoval oster konflikt med koalicijo in opozicijo. Slednja je koalicijskim poslancem očitala nedemokratično omejevanje razprave. Nismo imeli še priložnosti razpravljati, poslovnik nikjer ne določa omejitve razprave in na seveda odbori. Tudi nikjer ne piše, da je sejo potrebno nadaljevati. Jaz sem se pač odločil, da bomo sejo sedaj zaključili. Tako da prosim za postopkovno. Da zapustite dvorano, ker bomo prišli na glasovanje. Kot sem željal, jaz bi mogoče kandidata za ministra prosila, glede na to, da se... Lena Grgurevič, prosim, da se izključite in da se nehate v tem parlamentu obnašati kot najhujša huliganka na nogometni tekmi. In očitno je to zdaj ta vaša, da ne rečem tank varianta, kako boste pred sabo rušili vse. Tisto, kar ste očitali, češ nam. Zaključujem predstavitev in prosim kandidata, da v skladu z ustaljeno prakso zapusti... Ne, lepo prosim. Postopkovno. Mi smo zelo vljudni, ampak ne moramo pa trpeti nesmislov samovolje. Veste, kje se dobi... In se držite vi osnov kulture, ki tukaj veljajo. Vi ste tisti, ki žalite tukaj poslance, da nimajo pojma, da ne vedo nič in podobno. Napihujete se tukaj brez vsake osnove. Tako da prosim, kak je 3. opomin? O čem govorite? Imamo razpravo prijavljeno, pa niste sprejeli kandidatov. Tega vašega predloga ne bom sprejel, zato bom zdaj dal na glasovanje. Potem želimo postopkovni predlog, odmor za posvet. Ne, gospa, nobenega odmora ne bom zdaj dovolil. Med načrtovanimi potezami nove vlade je najbolj odmevala napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca. Povem, da pričakujem konec tega tedna, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela po noči. Če je problem Arso, če je problem hrup, bomo te probleme rešili. Seveda v skladu z različnimi presojami, ampak če lahko v tujini izvajajo dela po noči, bomo tudi v Sloveniji. In res iz Darsa so danes poročili, da bodo naslednji teden betonirali po noči. Vrtovec sicer na mesto ministra prihaja z bremenom očitkov, da je zlorabil funkcijo poslanca, ko je skupaj s kolegi iz stranke na policiji preverjal, ali med drugim prisluškujejo vplivnemu članu NSI-ja Valentinu Hajdinjaku, ki je bil takrat predsednik uprave Darsa. Zoper Vrtovca je tožilstvo vložilo obtožni predlog, zoper Hajdinjaka pa naj bi bila vložena zahteva za sodno preiskavo. Prepričan sem, da je bila celotna zgodba politično motivirana z namenom vplivanja na predvolilno dogajanje in javno percepcijo. Anže Logar pa bo stranko Demokrati vodil iz resorja gospodarskega ministrstva. Njegove obljube so ambiciozne. Do leta 2040 moramo doseči realnih 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, če želimo ostati v Ligi prvakov. Opozicija mu očita predvsem, da je zapostavil področje dela. Zdaj, jaz sem vas kot ministra za delo in gospodarstvo slišal govoriti 90% časa o gospodarstvu, o težavah, ki jih ima gospodarstvo, o izzivih, ki jih ima gospodarstvo. Praktično pa niste ničesar povedali o delu. Tudi pri Ostercu optimistične napovedi. Pričakovati je veliko spremembo dosedanje zdravstvene politike. Predvsem odpira vrata dodatni
komercializaciji zdravstva in krepitvi zasebnih izvajalcev, ne pa javnih zdravstvenih zavodov. Privatizacija zdravstva je takrat, ko imamo predolge čakalne vrste in si človek zaradi tega, ker predolgo čaka in ga boli, mora plačati poseg iz lastnega žepa. To je prava privatizacija. Odvetniško pisarno pa bo za ministrski položaj zamenjal Janšev osebni odvetnik Franci Matos. Malo vas je okrcal? Ja, malo vas je okrcal. S čem? S tem, da me je pohvalil, da sem vrhunski kazenski pravnik ali kako? To je bila bolj pohvala. Mnogi so na tem ministrstvu spet pričakovali Aleša Hojsa, ki mu je med drugim nasprotoval predsednik Resnice Zoran Stevanović. Opozicija meni, da je Matos še bolj sporen. Očitajo mu konflikt interesov, ter da ga Janša na to mesto postavil, da zakrije dokaze o aferi Black Cube. Bom sam izgubil odličnega odvetnika. 2 pravni bitki sva skupaj zmagala proti zdaj še zaenkrat uradno koaliciji, kmalu bodoči opoziciji. Tako da, kar se tega tiče, mi je škoda. Tako da, ampak bomo že našli kakšno primerno zamenjavo. Te politične vaše povezave so pod velikim vprašanjem, kot sem rekla, zaradi morebitnega navzkrižja interesov ali pa kar bom rekla gotovega navzkrižja interesov. Nisem edini odvetnik, ki sem kdaj zastopal, tudi nisem edini odvetnik, ki sem zastopal določene člane SDS-a. Hodimo okrog slona v sobi. Seveda ni bilo nikakršnega konflikta interesov, kot ga je imel vaš predsednik, ker gospod Janša nikoli ni dopustoval pri meni na vikendu, pa tudi zaradi tega nikoli nisem bil nikamor imenovan. Ali se boste lahko distancirali od, ne vem, ali pa izločili iz vseh možnih postopkov okoli Black Cuba in povezavi z Janezom Janšo? Sem že 10-krat pojasnil, pa ne bom še 11-tič pojasnil, pa da ni nikakršnega konflikta interesov. Nedvomno pa ne bom nikakor dovolil, kar bom dajal seveda lahko svojimi usmeritvami in zahtevami, da se takšni primeri, kot so bili v tistih posnetkih, in vse skupaj hitro in učinkovito preišče, ne kot je to do sedaj.